Dober dan. Dobrodošli v novem vlogu, ki je drugi vlog na moji strani, kjer bomo šli skozi eno študijo, si bomo pogledali ugotovitve pa parametre. V bistvu ni bila niti študija, je bil bolj pregled študij. Prvi tak vlog sem naredil glede ene druge študije, ki je bila delana na beljakovinah. In sicer primerjali so živalske pa rastlinske beljakovinske vire in odziv na proteinsko mišično sintezo oziroma na to, kako se koncentracija aminokislin v krvi poveča ob zaužitju beljakovin živalskega pa rastlinskega izvora. To si lahko pogledaš, tule bo se tak siv kvadratik pojavil, pa si lahko klikneš pa si pogledaš tudi tisto študijo. Danes pa načeloma ne bo glih pregled ene študije, ampak si bomo pregledali pregled študij oziroma neko meta-analizo vseh študij, ki se tičejo določene tematike. Tudi vlog bi lahko dejansko podal tudi kot neko nadaljevanje onega mojega vloga, ko sem malo se razjezel glede kokosovega masla oziroma kokosove maščobe, ko ga lahko tudi najdete tule, ko se bo zdaj prikazalo tako sivo, če še kdo ni pogledal. Ampak v glavnem, to bi lahko bilo neko tako mini nadaljevanje tega. V glavnem, današnja študija oziroma današnji pregled študij je po mojem mnenju, pa tudi po mnenju določenih strokovnjakov, eden izmed najbolj kvalitetnih na tem področju do zdaj. Govori pa o nasičenih maščobnih kislinah oziroma o nasičenih maščobah. Se pravi, to so maslo, grumpi, mastno meso, kokosovo maslo, določena olja, mleko in mlečni izdelki pa tako naprej. Ok, temu si pogledati, kaj kaže najnovejša študija glede nasičenih maščob, a imajo res tak negativen vpliv, ko pravijo, ali dejansko ni neke podlage za take odločitve. Študija je bila objavljena par dni nazaj na strani Journal of the American College of Cardiology, ki je eden izmed vodilnih oziroma, če ne kar vodilni portal oziroma ustanova, ki preiskuje oziroma ki se ukvarja z kardiovaskularnim sistemom, nasploh srčno-žilnim sistemom in vsem, kar je z srčno-žilnim sistemom povezano. Se pravi, kaj povzroča srčno-žilna obolenja, kaj znižuje srčno-žilna obolenja, pač vse, kar se glede tega tiče. Zdaj za študijo, če hočeš prebrati celo, je treba plačati 35 €, na njihovi strani je objavljen samo nek abstrakt, ampak jaz pač na srečo sem se potrudil to študijo pač dobiti, zato da lahko ne govorim samo o abstraktu, ampak me je dejansko zanimala celotna študija, ki obsega 45 strani, pa da jo zdaj tule obnovim. Študijo bom tudi posredoval, ampak samo v Patreon skupino, teda če koga zanima, se lahko pač prijavi v Patreon skupino, pa tam pogleda, bo PDF verzija celotne študije. Tule bom pa samo določene abstrakte oziroma določene dele študije delil z vami. V glavnem, v študiji začnejo, kako se je tam okoli leta 1970 vse začelo s tem, da so začeli promovirati kako nasičene maščobe oziroma večja količina maščob v našem prehranskih navadah pač povzroča oziroma zviša tveganje za srčno-žilna obolenja in se je ful promoviralo low fat, high carb in postavile so se tudi neke smernice, da naj bi nasičena maščoba ne obsegala 10% našega dnevnega kalorijskega vnosa. Pol se na hitro dotaknejo tudi, kje se določena vrsta maščobe sintetizira, na kak način se sintetizira, kakšen je njihov oziroma kakšen je efekt te maščobe na biološke sisteme. Predvsem poudarjajo tudi to, da maščoba pa maščobne kisline ni eno in isto, da ni eno in isto, če ti dobiš maščobo iz določenega vira prave hrane, ne vem, tako da bi rekel, ne vem, iz avokada oziroma iz neke ful predelane stvari, kot je na primer McDonald'sov hamburger, da tudi če je ista nasičena maščoba, ne povzroča istih bioloških efektov in pa nasplošno malo sestave maščob. Zdaj tule ne bi neki ful utrujal, ampak s tem bolj, ko ne začnejo. Tule bolj tudi proti koncu pol omenijo študijo, ki se imenuje 7 Country Study, bom tudi tule delil, ki v bistvu kaže na to, da pač potem, ko so študijo naredili, pa so pokazali, da kao neke nasičene maščobe oziroma vnos maščob naj bi koreliral s tem, da se srčno-žilna obolenja zvišajo, so pokazali pol potem,
da so se zmanjšali, pač glih zaradi te študije, tudi neverjetno, zmanjšal se je vnos maščob, pa povečal vnos ogljikovih hidratov, pa se tveganje za srčno-žilna obolenja niso spremenila. Teda tule že nekaj ni štimalo. Tule lahko vidite tudi, da so pregledali kar veliko število nekih bolj kvalitetnih študij, ki so sicer bile bolj epidemiološke, ampak so kazale, da ko se je znižal vnos maščobnih kislin, predvsem nasičenih maščobnih kislin in povišal vnos ogljikovih hidratov, pač zdaj kalorijski vnos je bil približno isti, ni bilo zdaj, da bi pač bilo ful več oziroma ful manj, se pravi, na račun maščob se je zvišal vnos ogljikovih hidratov, se incidenca za srčno-žilna obolenja oziroma kakršnokoli kardiovaskularno stanje ni spremenila. Tudi po pregledu določenih študij, ki so zaključili, da obsega 80% svetovne populacije, so zaključili, da študije oziroma analize kažejo na to, da ne samo, da se po povišanju, ko začnemo mi uživati več maščobnih kislin, da se ne zviša incidenca za srčno-žilna obolenja. V nekaterih primerih se celo znižajo se, to je bilo pa bolj konsistentno, celo možnosti za kap. Tako da dejansko, če pogledamo, višja količina nasičenih maščob v prehrani je znižala vzroke za kap in celo znižala oziroma je bilo na isti ravni za srčno-žilna obolenja. Mi je bilo pa zanimivo tudi to, kar sicer nisem pričakoval, ampak je bilo zanimivo, da so določene raziskave pokazale, da ko povišamo količino ogljikovih hidratov, ki so pač bolj iz škrobnate vrste, se pravi škrobnatih ogljikovih hidratov, se dejansko poveča incidenca za srčno-žilna obolenja oziroma neka stanja. Izpostavil je tudi to, da naprimer vse študije, ki pač niso bile mogoče epidemiološke, pa so mogoče po standardih malo kvalitetnejše, so bile leta 40 do 50 let nazaj in imajo veliko pomanjkljivosti, ki jih tudi v študiji izpostavijo, tule se jih zdaj ne bom dotikal, ampak v glavnem, tudi tiste, ko ne bi bile po principu bolj kvalitetne, pač ko pa epidemiološke, ne vem, neke kohortne študije ali pa dvojne placebo ali pa karkoli, so bile narejene z določenimi pomanjkljivosti. Naprimer, izpostavijo eno študijo, PREDIMED študija, to je kratica za študijo, ki je bila izvedena, kjer so pokazali, da se je kljub temu, da so v prehrani zvišali vnos maščobnih kislin, tudi nasičenih, za 4,5% so se srčno-žilna stanja, incidenca za srčno-žilna stanja se je znižala. Ne samo, da je ostala oziroma da se ni spremenila v negativno smer, celo znižala se je. No, pol se pa tudi malo spustijo v naš smrtni sovražnik LDL holesterol, ki naj bi bil slab holesterol in glede na vrste tega holesterola, ki obstajajo, pa kaj povzroča dvig tega holesterola v naših telesih. In sicer, ful mi je všeč, da povejo razliko med malimi LDL delci pa velikimi LDL delci. Lahko si predstavljamo holesterol kot neke delce, neke frnikole, in zdaj veliki LDL delci so take bolj puhaste frnikole, malo večje. Oni, ta slabi LDL delci, ko pa dejansko so mogoče povezani z kardiovaskularnimi stanji, so pa manjša verzija teh frnikol, pa niso puhasti. Tule zdaj naprimer izpostavijo mediteransko dieto, za katero verjetno vas je že večina čula. To je ena dieta, ko načeloma velja za najbolj univerzalno za celotno populacijo. Ni sicer zdaj univerzalna, ampak velja kot za največji procent svetovne populacije bi verjetno najbolj blagodejno vplivala. Dejansko ne zniža signifikantno LDL delcev, pa vseeno ful dobro vpliva na srčno-žilna stanja. In izpostavi tudi, da v bistvu inhibicija enega glukoznega transporterja zmanjša incidence za srčno-žilna obolenja, čeprav se hkrati LDL delci povišajo v telesu. To pol ne štima, da načeloma bi mogel biti LDL delec oziroma LDL holesterol krivec za srčno-žilna obolenja. Zdaj, vse, kar zaenkrat kaže raziskave glede LDL delcev, je to, kar sem že prej rekel, obstajajo puhasti, malo večji delci, pa malo manjši LDL delci. In samo malo manjši oziroma mali LDL delci so povezani z srčno-žilnimi stanji oziroma z poslabšanjem kardiovaskularnega sistema. LDL delci, veliki oziroma puhasti, niso povezani s tem. Zdaj, kaj je pa pol problem, ko hočemo mi LDL delce znižati, znižamo maščobe oziroma nasičene maščobe v prehrani, s tem se znižajo tudi dejansko pomembni HDL delci holesterola. To so high density lipoproteini. Lipoproteini visoke gostote. No in pol se osredotočijo še malo na inzulinsko rezistenco. In le zakaj se osredotočijo na inzulinsko rezistenco? Kaj sploh je inzulinska rezistenca?
Najlažje si inzulinsko rezistenco predstavljamo na tak način, da naše telo ne zna izkoristiti ogljikovih hidratov, ko mi damo v telo. To se lahko zgodi tudi pri nižjem kalorijskem vnosu. Se pravi, ni spet ono, ja, oglikovi hidrati ne bojo nič naredili, če bo kalorijski vnos poštiman. Ne, pač ni res. Raziskave kažejo, da inzulinska rezistenca lahko močno vpliva na srčno-žilna stanja. Mogoče ima to kaj povezavo s tem, ko sem prej govoril v prejšnjem videu o kokosovem olju, kako se LDL receptorji obnašajo ob visokem vnosu ogljikovih hidratov oziroma pri vnetih. Teda, če koga zanima, si lahko gre tudi to pogledati. Zdaj tu bi se glih osredotočil na to, kar določeni oziroma veliko kjeri prehranski strokovnjaki pa razni portali, ki so zdaj bolj znani po Sloveniji o prehrani, pravijo pač, da so važne bolj kot ne oziroma samo kalorije ven, kalorije net. Pač dejansko teta raziskava oziroma tudi ostaja raziskava, ampak teta je ena takih, ko kaže, da to niti približno ni res. Pač poleg kalorij ven, kalorij net, moraš upoštevati še spanc, moraš upoštevati še stres, moraš upoštevati nasploh splošne navade človeka, moraš upoštevati aktivnost, moraš upoštevati genetiko, moraš upoštevati psihično stanje, ki se iz dneva v dan spremenja. Se pravi, kalorije net, kalorije ven so, ne vem, druga, tretja po vrsti, ne prva po vrsti. V glavnem tule hočejo pokazati na to, da je dejansko neko stanje, kjer telo ne zna uporabiti hidratov čist na pravi način, verjetno glavni vzrok za zvišanje določenih negativnih kardiovaskularnih stanj. Tet podnaslov mi je drugače tudi všeč, ko so ga dodali v študijo. From single nutrient to whole foods, lessons from ancestral diets, food processing and the food matrix. Tu se zdaj v bistvu spustijo v kvaliteto hrane in kakšne biološke efekte povzročajo načeloma po istem principu nasičene maščobne kisline, tako sem prej rekel iz avokada, ali pa nasičene maščobne kisline, ki jih zaužijemo iz McDonald'sa. Isto kalorij, ista vrsta maščobnih kislin, drugačen biološki efekt. Ok, zdaj, če gremo tudi malo pogledati, kar tudi v študiji oziroma v tem pregledu pogledajo, malo grejo gledati tudi antropološki vidik prehrane, ki je pač bilo pokazano, da 10 000 let nazaj, takrat, ko smo bili najbolj razcveti, ko smo se najbolj razvijali, ko smo dobili dvojni volumen možganov od prej, katera hrana je bila popularna. In so pač ugotovili, da te je bila v naši prehrani najbolj popularna, glede na antropološke podatke, ko jih imamo. Naprimer udomačitev nekih ovc, nekih koz, udomačitev bivolov, pol kar je bilo od olj oziroma od nasičenih maščob, kar so znali, to je bilo bolj kot ne avokado olje, kakšne olje iz olivnega oziroma ne olivno olje, niti olive. In pa seveda kokos, tudi iz kokosa so dobivali maščobo. Ne zdaj, da so si jo predelovali, ker 10 000 let nazaj niso znali, ampak takrat smo jedli dejansko to. Bolj kot ne mesna dieta z nekimi rastlinami, ki so imele visok procent maščobe. To zaenkrat pač kažejo antropološki podatki 10 000 let nazaj. Zdaj, ta rastlinska olja, ko jih imamo pač zdaj, ko sem jih tudi zanj omenil v videu, ki lahko v bistvu so večji krivec za kardiovaskularna stanja, pa jih vsi priporočajo, so se dejansko začeli uporabljati, ne vem, 200-300 let nazaj, ko smo mi začeli obdelovati rastline na tak način, da smo lahko izločili tudi olja, pa jih pol hidrogenizirali oziroma karkoli pač naredili z njimi. A ja, ko smo glih pri kokosovem olju pa veri maščob, ki so jih dobivali, se pravi avokado, olivno, študije, ki so bile narejene, ne vem, 40 do 50 let nazaj, zato sem prej omenil, da so bile pač pomanjkljive. Naprimer, večina študij, ki je pokazala, oziroma če ne kar vse študije, ko sem jih pač jaz prebral, ko je pokazalo negativen vpliv kokosovega olja na organizem ali miši ali ljudi, je bil nared z hidrogeniziranim kokosovim oljem. Vse študije, ki so pa bile narejene z deviškim oziroma ekstra deviškim kokosovim oljem, so pa pokazale nevtralen učinek oziroma celo pozitiven učinek na določene parametre, ko sem jih itak že zanj omenil. Teda o tem govorim, ko hočem reči, da so mogoče malo bolj kvalitetne od epidemioloških, pa še vseeno imajo nekaj pomanjkljivosti. In to je ena izmed pomanjkljivosti. Se pravi, spet je bil važen kontekst, kako boš olje pripravil, katera vrsta olja je, to, kar sem že zanj vse povedal. Pol so se pa spustili tudi v dva verjetno največja vira za vnos nasičenih maščob v telo, pri večini populacije, to so pa jajca, pa mleko in mlečni izdelki. In raziskave glede teh dveh virov kažejo ne samo, da se ne poslabša kardiovaskularno stanje, ampak da se celo izboljša, se pravi, ima negativno korelacijo.
Teda tudi tu nekaj ne štima, če naj bi bile nasičene maščobe tako slabe, ko pač govorijo, da so slabe. Ok, zdaj pa ne bi rad preveč utrujal, hočem da je ta vlog res čim krajši, ker hočem, da si vsak sam pogleda študijo oziroma da me vpraša, če karkoli zanima. Zdaj bom sam tule gr dal, ne vem, bo čez cel ekran, po moje bo čez cel ekran, samo kar so oni zaključili. To bom naredil pa zaradi tega, da noben ne bo rekel, da sem kako svoje subjektivno stanje hotel oziroma kako svoje subjektivno mnenje hotel ustaviti, ne, bom samo njihove zaključke oziroma njihov zaključek, ki so ga naredili v 4 fazah in kaj oni priporočajo. Se pravi, se bo zdaj tule gr pojavljalo, pa če hočeš si prebrati, samo ustavi, jaz bom pustil pa za 2-3 sekunde vsako gr. Prva stvar, ko so jo zaključili, je to. Druga stvar, ko so jo zaključili, je to. Tretja stvar, ki so jo zaključili, je to. Četrta stvar, ko so jo zaključili, je pa to. Ok, zdaj pa dejansko moj zaključek. To je pa bo mogoče malo subjektivnega mnenja tudi noter, ampak mislim, da je ta študija v prvi vrsti pokazala, koliko mi še ne vemo glede prehrane. Pač dejansko je tako, kot sem zadnjič rekel, ne vem, sem rekel vlogo ali kaj, mi dejansko, kar lahko rečemo, da vemo glede prehrane oziroma prehranskih strategij, je 5-10% tega, kar pač imamo mi zdaj bazo podatkov. 90% tega ali je celo narobe, tako je bilo zdaj za nasičene maščobe, ali je pa samo to, da je preveč študij iz obeh dveh stvari. Pač dejansko glede prehrane oziroma glede prehranskih strategij lahko skoraj vsak, ko ima neko svoje mnenje, najde neko podlago v študijah za to. Zaradi tega, ker je preveč variabilnosti. Vsak človek bo se na isto prehransko strategijo odzval čist drugače. To mislim, da je študija v prvi vrsti pokazala. Teda zdaj še enkrat več se pokaže, da ni vse črno in belo, da ne zdaj pomeni, da če boš šel na low carb, high fat, boš pa zdrav, tako je bil tvoj sosed Mičo, ampak da dejansko mora vsak pri sebi najti glede na njegov lifestyle, glede na njegovo genetiko, glede na njegov stres in da mogoče niso pomembne samo kalorije ven, kalorije net, da je mogoče bolj pomembno tudi to, iz česa prihajajo tiste kalorije in da ena vrsta prehrane ne bo delala čudežev in pa po mojem mnenju tudi neka optimalna prehranska strategija ne obstaja več. Tako je obstajala, ne vem, 10 000 let nazaj, ko so bile bivoli, koze, ovce, pa avokado, olive, pač to zdaj na grobo govorim, zaradi tega, ker tej populacija tudi niti še ni bila tako razpršena po celem svetu. Zdaj pa imamo v Aziji svoje, v Afriki svoje, v Evropi svoje, v Ameriki svoje. Že sam okolje spreminja naš odziv na pač določene hranila. Teda pač to mislim, da je zdaj pokazala ta študija. Se pravi, ne se bati nasičenih maščob, ne se bati ogljikovih hidratov, ne se bati beljakovin, ne vem, česa bi se lahko še bal. Bojte se kvaliteto hrane oziroma bodite pozorni na kvaliteto hrane, pa vsak naj sam sebi prilagodi prehrano. Ne gledati, kaj je jedel tvoj sosed Mičo, pa kaj je en prehranski strokovnjak napisal na internet, sam se poglobi vse, pa kaj tebi najbolj paše, pa pač malo mogoče pregledaj študije, ali pa kontaktira enega prehranskega strokovnjaka, ko pač nima nekih svojih subjektivnih mnenj skozi, pa jih ne vsiljuje, pa je odprt za nova dognanja. Pač, sam to je moj point. Ok, še enkrat vas spomnim sam za Patreon, zdaj sem dobil spet enega novega, pa verjetno se bojo paketi mogoče malo spremenili, zdaj ker sem dobil nek predlog, v Patreon skupini smo tudi ful dejavni, lahko tule vidite na strani, zdaj pač, če koga zanima, me lahko podpre, pa bo dobil mogoče malo bolj poglobljen content, pa za vse, ko vas študije zanimajo, čisto vse, kar povem, delim v Patreon skupini, tako da tam lahko v bistvu vse zvete še bolj podrobno. Če vam pa kaj ni jasno, pa da vas kaj druga še zanima glede tega, kar pa če nisem povedal, pa prosim sam napiši zasebno sporočilo, pa takoj, ko imam cajt odgovorim. Hvala lepa, če ti je bil video všeč, lajki, lahko subscribaš, lahko deliš, to bi mi ful pomagalo za moj kanal. Jaz sem pa potrudil, da bo čim prej spet nov video ven. Ajde.